Monografija je zadnji rezultat raziskovalnega projekta Prepovedane knjige na slovenskem v zgodnjem novem veku. Avtorji smo se cenzure na naših tleh od protireformacije do predmarčne dobe lotili z različnih vidikov in z različnimi metodološkimi orodji, ki jih kompleksnost tega zgodovinskega pojava pravzaprav tudi zahteva. Tako na primer začetno poglavje Nine Dittmayer obravnava prisotnost prepovedanih, zlasti seveda protestantskih knjig v štajerskih samostanih. In med njimi so seveda dela Primoža Trubarja, prvega Slovenca, prvega slovensko pišočega avtorja, ki se je znašel na kateremkoli seznamu prepovedanih avtorjev. Moje poglavje Monike Deželak Trojar in poglavje Borisa Golca se ukvarjajo z kranjskimi intelektualci 17. stoletja. Zakaj so tako radi brali prepovedana dela beneškega libertina Ferranteja Pallavicina, podobna ljubezenska erotična dela njegovih sodelavcev in prijateljev? Zakaj se je avtocenzuriral, če se sploh je, Janez Vajkard Valvazor in pa zakaj so se znašla na rimskem indeksu prepovedanih del nekatera mariološka dela Janeza Ludvika Schönlebna? Poglavja Matije Ugrina, Andreja Pastarja in pa Sonje Svolšak zelo dobro prikazujejo različne, raznovrstne, celo nasprotujoče si posledice razsvetljenske cenzure od Marije Terezije do Franca I. Na eni strani razcvet knjigotrštva, razcvet revij, časopisja, posvetne književnosti, na drugi strani blokado rokopisov z nabožno vsebino, v istem obdobju zelo izrazita nihanja v recepciji del prepovedanih filozofov in pa političnih teoretikov. Ta nihanja seveda odsevajo burna politična dogajanja v Evropi in pa v monarhiji, seveda zlasti od francoske revolucije do Dunajskega kongresa in pa marčne revolucije. Zadnji poglavji bralca vpeljeta v 19. stoletje v pravzaprav svet, ki ga bolje poznamo, ki uvaja novo dobo. Marko Juvan na novo premisli epizodo, najbolj znano cenzurno epizodo iz slovenske zgodovine, to je Kopitarjevo cenzuro Kranjske čbelice, pri čemer pušča ob strani pogosto črno-bela prikazovanja te epizode in se raje osredotoči na novo vlogo cenzorja v predmarčnem obdobju, v katero je bil postavljen Kopitar. Marjan Dović pa analizira srečanja slovenskih literatov s cesarsko cenzuro od Linharta do Cankarja, torej v dolgem 19. stoletju in pri tem dobro osvetli prehod iz stoletne preventivne cenzure, ki je zaznamovala ta prostor, tako kakor tudi celotno Evropo, do 19. stoletja z izjemo Velike Britanije, ki se je od preventivne cenzure poslovila že konec 17. stoletja, in pa torej ta prehod v novo ali pa v novo retroaktivno cenzuro oziroma cenzuro, ki je pravzaprav opustila predhodno predložitev rokopisov v pregled oblastem in se je osredotočila na retroaktivno reakcijo. Ta cenzura seveda ni prinesla olajšanja, v nekaterih pogledih je prinesla nove izzive, celo neko novo brutalnost povezano z mednacionalnimi konflikti. Ta lok, ki ga avtorji torej nekako zarišemo od konca 16. do konca 19. stoletja, vidim kot prispevek ali pa enega od temeljev za zgodovino cenzure na slovenskem, ki jo potrebujemo, ki pa jo bo tako kot to knjigo nujno moralo napisati več avtorjev. Upam, da kmalu in upam, da jo bomo predstavili prav v tem prostoru z Agato na čelu. Hvala.